Lep pozdrav. Kot je znano, Agencija Republike Slovenije za okolje nas je obvestila 16. zjutraj z opozorilom in prognozo, da se pripravlja večdnevno intenzivno deževje, ki bo zajelo zlasti zahodni in osrednji ter severozahodni del države. Na ta dan smo vzpostavili okrog pol dneva pripravljenost vseh vodstvenih organov služb za podporo in drugih sil v 3 regijah. Kasneje je nekaj z zamikom direktor Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje okrepil delovanje regijskih centrov, regijskih struktur in na tej podlagi so bile aktivirane tudi vse občine na tem območju. Naslednji dan sta bili aktivirani še Ljubljanska in pa vzhodno-štajerska pokrajina z zamikom nekaj ur, 2 ali 3 ure kasneje pa tudi vse ostale regije. Že prvi dan je z odrejeno pripravljenostjo bil seznanjen tudi načelnik generalštaba Slovenske vojske, tako kot je običajno v teh primerih. Samo aktiviranje in vključevanje pa je bilo seveda odvisno od tega, kako se je gibala ta ujma, ki je najprej prihajalo do intervencije. Najprej so se te začele 17. najprej za potrebe gasilskih enot, nato pa tudi za ostale reševalce. Po številu klicev je bilo intervencij največ pač na tistih območjih, kakor se je ta padavinski val gibal in kot so nastale te škodljive posledice. Do današnjega dneva je bilo sedaj skupaj vključenih v najrazličnejše aktivnosti zaščite in reševanja preko 12.400 različnih reševalcev. Zlasti so to vsi poklicni gasilci in pa prostovoljni gasilci, ki so glede na to, da gre pač za gasilske enote, ki opravljajo naloge splošne reševalne službe, nosile breme te intervencije in ga seveda še nosijo. Potem sorazmerno precejšnje število pripadnikov civilne zaščite, predvsem v občinskih in drugih štabih, podpornih službah. Potem je veliko število zaposlenih v javnih podjetjih iz Slovenske vojske in mislim na komunalna podjetja, elektrodistributerje, skratka te, ki so pomagali in pomagajo pri vzpostavljanju infrastrukture. Slovenske vojske je doslej sodelovalo okrog 740 pripadnikov, medtem ko policije pa 1500 in še nekaj pripadnikov. Za vse te reševalce velja, da na prizadetih območjih, kot je Posavje, kot je območje vzdolž Krke, kot je območje ljubljansko, zlasti ta južni del Ljubljane, ti reševalci še vedno delujejo. Stanje pri tem pa je naslednje. Mi smo v prvih dneh, glede na to, da pokrivamo zahteve seveda na nižjih ravneh, po dodatnih silah, materialnih sredstvih in zmogljivostih, če presežejo v posamezni občini njihove lokalne zmogljivosti, napotili v Posavju 100 gasilcev iz notranjosti, okrog 50 jih je pomagalo že pri vzpostavljanju osnovnih pogojev v Zagorju, medtem ko Slovenska vojska intenzivno sodeluje v Posavju, 100 do 150 pripadniki, in sicer pri vzpostavljanju osnovnih pogojev, čiščenju objektov, ker sedaj so na tem območju prišli že toliko daleč, ker se je vodostaj znižal, gasilci izčrpajo vodo, vojaki so pomagali pri odstranjevanju oziroma čiščenju objektov. Tudi za jutri je malo prej prišel zahtevek za delo oziroma za pripadnike Slovenske vojske, in sicer 150 vojakov oziroma 140 za jutri. Te potrebe bomo sedaj v operativnem vodstvu štaba uskladili in bodo zagotovljene. Vojaki v Posavju so angažirani zlasti pri pomoči v Kostanjevici in pa v Krški vasi.
in tako, da doslej smo v Posavju pokrili vse te potrebe. Uporabljena je bila tudi najprej ekipa 8 vojaških posadk s čolni, danes in včeraj jih je delovalo na tem območju 5 posadk. Uporabljena že v soboto je bila tudi helikopterska enota, vendar to za pregled območja, izvidovanje, snemanje, za usmerjanje intervencije in podobne naloge. Vse skozi pa ta enota opravlja tudi redne naloge, kot je reševanje v gorah in pa drugo podporo, ki jo daje zaščiti in reševanju. Nekaj drugačno je stanje na območju Ljubljane. Tu so bili najprej pripadniki uporabljeni pri odstranjevanju, potem ko se je vodostaj znižal, pri usposabljanju objektov, jih je bilo uporabljenih okrog 150 oziroma celo nekaj več. Prav tako smo v Ljubljano poslali že prvi dan, ko so začeli s čiščenjem objektov, 90 gasilcev z Gorenjske, okoli 150 gasilcev z Prekmurja, naslednji v ponedeljek okrog 250 gasilcev z tega širšega območja, vendar z včerajšnjim dnem oziroma že predvčerajšnjim se je pokazalo, da Ljubljana, dokler ne bo vodostaj tudi na drugih poplavnih območjih se znižal, ne potrebuje teh dodatnih okrepitev in da je lastne zmogljivosti zadoščajo. Smo pa glede na njihove potrebe in njihovo zahtevo imeli tako včeraj kot danes v vojašnici v Mostah v pripravljenosti 150 pripadnikov, ki pa jih glede na razmere v Ljubljani mesto Ljubljana za njih zahtevka ni uveljavilo. Razen tega nam je Slovenska vojska zagotovila predvčerajšnjim zmogljivosti za nastanitev okrog 480, celo nekaj čez 500 oseb v njenih objektih, se pravi v stacionarnih objektih na obrobju Ljubljane oziroma v eni od vojašnic navzgor ob Savi. In od tega, kot je znano, smo dejansko aktivirali samo Logatec, ki ga vojaška ekipa sedaj drži v pripravljenosti. Glede na to, da pač te evakuacije Ljubljančani niso izvedli, v njemu je sedaj nastanjenih tam nekaj manj kot 20 oseb, en del je iz ljubljanskega območja, en del je pa iz Logaškega, gre za te, ki so bili evakuirani zaradi poplav. Danes je bilo dogovorjeno z mestnim štabom, da bomo Logatec še držali v pripravljenosti, glede na to, da so ocenili stanje zlasti na Barju in ker to že traja sedaj kar nekaj dni, ocenjujejo, da bodo še določene potrebe po evakuaciji prebivalcev oziroma teh prizadetih. Dejstvo je, da evakuacije so izvajali tudi na drugih območjih, vendar so bile le te posamične in so občine to stvar reševale same zase, medtem Ljubljana se je obrnila na nas, na regijski štab in te potrebe smo jim zagotovili. V vseh naših štabih delujejo tudi predstavniki vojske, kjer se pač usklajujejo te potrebe in pozabil sem omeniti, da prva ekipa, ki je Slovenska vojska, s katero je Slovenska vojska okrepila te, bom rekel, civilne reševalce, je bilo pri Novi Gorici, s tovornjaki in okoli 25-28 pripadnikov je sodelovalo. Tako da moram reči, da sodelovanje Slovenske vojske pričakujemo tudi v naslednjih dneh, kot je bilo že parkrat rečeno, je pripravljenost v celoti, vojska je vse dala na razpolago, kar ima. Je pa seveda potrebno tudi dodati, da mi tako vojsko kot druge reševalce izven teh prizadetih območjih uporabljamo v tistih primerih, kadar je treba pokriti potrebe, dodatno ukrepiti potrebe tam, kjer se izvaja reševanje. Videli ste verjetno v Ljubljani, da ko so prišli gasilci, te 250, ko je prišla vojska, so rabili nekaj časa, vse to razporedili, da so imeli delo in tako naprej. In enostavno ni mogoče in bi bilo zelo neučinkovito, če bi te enote, ta enota, recimo, ki je zdaj 2 dni v pripravljenosti, jo mi enostavno poslali nekam na teren pa rekli, tle jih imate, pa počnite z njimi, kar veste in znate. No, zato poteka ta stalna koordinacija z
mestnim štabom, tudi včeraj smo se dobili tako s predstavniki mestnega štaba, z našim regijskim štabom za Ljubljansko regijo in pa z generalnim direktorjem sva sodelovala, kjer smo še enkrat potrdili, da te zmogljivosti, kolikor jih bodo v Ljubljani potrebovali, bomo pokrili. No, mi smo v teh dneh podprli tudi iz Državnega logističnega centra sorazmerno veliko število teh materialnih sredstev, namenjenih za delovanje občinskih struktur. Moram reči, da je bilo razdeljeno tam 66–67 tisoč protipoplavnih vreč, od tega 33 tisoč v Ljubljano, ogromno drugega materiala, vse z namenom seveda, da je to delovanje lahko v občinah čim bolj nemoteno in čim bolj učinkovito. Računamo pa seveda, da vsaka občina neke rezerve mora imeti tudi same, tudi za take primere, še posebej protipoplavne vreče in podobne stvari. Zadnje materialne sredstva, ki jih je Ljubljana rabila, smo jih posredovali danes zjutraj, te 50 kombinezonov. Izrazili so še potrebe po nekih pivnikih za obvladovanje teh naftnih oziroma izlitih kurilnega olja, vendar so kasneje priklicali to potrebo, tako da čakamo sedaj, kaj bo v naslednjih urah oziroma dneh. Za jutri jih je regijski štab že zaprosil, da mu posredujejo potrebe po eventualnih pripadnikih Slovenske vojske, vendar zaenkrat te potrebe še niso bile sporočene, medtem ko z vidika usmerjanja dela pri nas v državnem štabu pa je z vojsko dogovorjeno, da ta pripravnost ostane do priklica. Za center v lokaciji sem rekel, medtem ko uporaba inženirske enote včeraj je bila z namenom, da izvedemo ta ukrep, ki so si ga zamislili. Njegov rezultat poznate in ga ni treba pojasnjevati, ker samo neposredno intervencijo na tem področju vodijo mestne oblasti oziroma mestni štab, smo to odločitev upoštevali in z vojsko je bilo dogovorjeno, da se vrne in z ostalimi zmogljivostmi, ker tam je bilo še nekaj druge mehanizacije, da se vrne v izhodiščne položaje.